Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli, drage ženske, pa tudi moški. Danes boste slišali dragocene informacije, ki so povezane z našimi lasmi. Tako moškemu kot ženski, kadar ali niso dovolj ne vem kaj gosti, ali spadajo, ali so preveč mastni. To nas prizadene kar precej globoko. Poznam moške, ki imajo veliko celo psihičnih izzivov zaradi tega in tudi žensk. In danes pomoč iz narave. Ta pomoč iz narave deluje neverjetno, učinki so, rezultati so. V moji družbi je Sonja Velikanje, lepo pozdravljena, dobrodošla in hvala ti, ker si. Tako sem hvaležna, da sem v življenju prišla do tebe, kajti ta industrija, lastna industrija, je zelo močna. In hitro se mi zdi, da nas prepričajo v neko, ne vem, serum za 150 evrov in neke take in drugačne zadeve, ki so ne samo, da so sintetične, ampak so zelo toksične. Ja. Zdaj pa za začetek, Sonja, ti res poznaš energijski nivo, fizični nivo, holistično gledaš na lase in pomagaš ženskam. Kaj imajo skupnega? Težave, kot so izpadanje las, mastni lasje, težave z lasiščem, sivi lasje. Kaj je skupnega? Skupen imenovalec je zdravo lasišče. Vedno je pogoj za zdrave lase zdravo lasišče. Seveda zdravo lasišče mi vzdržujemo lahko samo z zdravimi ali pa, bom rekla, naravnimi preparati, ker lasišče odreagira na vso to toksičnost kemičnih sestavin, ki so v sintetičnih preparatih. Potem pa včasih pride tudi do, bom rekla, nekega zavajanja skozi oglase teh preparatov. Velikokrat oglašujejo uporabo nevtralnih šamponov za umivanje las. Nevtralni, to se pravi pH nevtralni šamponi niso najboljši za naše lasišče, zaradi tega, ker na našem lasišču je približno 28 vrst različnih bakterij. Te bakterije se delijo na dobre in slabe, tako kot v našem prebavnem sistemu. In če se pH lasišča poruši, ki mora biti seveda kisu, takrat se slabe bakterije razmnožijo in začnejo potem povzročati probleme. Prvi vzrok, prva, bom rekla, signal, da z našim lasiščem nekaj ni v redu, je srbenje lasišča. Potem, to je največkrat se zgodi zaradi uporabe preveč agresivnih šamponov, kakšnih preveč toksičnih balzamov, da ne govorim o lakih za lase, ki imajo lahko noter tudi silikone. In potem druga, če tukaj ne ukrepamo in če ne vemo, zakaj gre, to se pravi, nas samo srbi lasišče, mi se začnemo po tem lasišču praskati in potem še kakšne dodatne bakterije na lasišče z rokami zanesemo. Druga, bom rekla, drug tak znak je, da nam lasje začnejo izpadati ali pa se nam po lasišču kakšne ranice začnejo delati. In če še tukaj ne reagiramo, potem res lahko pride do resnega izpadanja las in ali pa premočnega srbenja, lahko pride do hudih prhljajev, takih velikih prhljajev, velikih. Tako, tako da s tem. Vse to je povezano torej, karkoli se dogaja. Danes bomo slišali in dobili navodila, kako v 6 tednih pridemo dejansko do rezultata. Zdaj, neke rezultate obljubljajo številni, na številne načine, take in drugačne.
Pri moških moram reči, jaz poznam kar nekaj prijateljev imam, ki so se začeli briti, zaradi tega, ker niso mogli gledati tiste svoje plešice, ki je vedno bolj nastajala, pa so malo prekrivali, pa malo na levo, pa na desno stran, ampak tudi ta tehnika, čez nekaj časa ne gre, odpade. Ta stvar, ta protokol, ki se izvaja enkrat na teden, 6 tednov, je primeren za moške kot za ženske. Tako, ja. Mi smo v tem kompletu, ki smo ga poimenovali komplet proti izpadanju in prezgodnjem sivenju las, upoštevali vsa stara znanja, ki so nam bila na voljo. Potem smo upoštevali tudi vse izkušnje, ki jih imamo skozi ekološke frizerske salone in smo jih preizkusili na strankah, ki so imele take težave. Tako da smo na koncu prišli do ene formulacije, ki je res optimalna. Združili smo 3 rastline. Amlo, indijsko kosmuljo, ki ima zelo veliko C vitamina in terpenov in deluje na lasne korenine pomlajevalno, ker sivenje tudi lahko nastane zaradi utrujenosti lasnih korenin. Tudi to je lahko vzrok sivenja. Poleg tega amla ima zelo veliko C vitamina in deluje protivnetno in istočasno ne delujemo samo na lasno korenino, ampak delujemo tudi na kožo lasišča in pa na delovanje lojnic samih, ker lojnice, ko so razdražene, ker ne uporabljamo pravilnega pH-ja, šampona ali pa vseh teh dodatkov, one začnejo, zato da bi naredile ravnotežje s sebumom na lasišču, začnejo nenormalno povečevati izločanje sebuma in se potem tudi pojavi posledično prehitro mastenje lasišča. Torej, rekli sva 3 rastline, celoten protokol. Amla. Druga rastlina je hibiskus, cvet hibiskusa, ki vsebuje eno zelo pomembno snov, ki razprši hormone, ki se nabirajo okrog lastnih korenin. Zakaj je to pomembno? To je predvsem pri moški plešavosti pomembno in pa pri ženskah v tej dobi menopavze ali pa pri hormonskih spremembah, recimo hormonskem neravnovesju, policistični jajčniki, problemi s ščitnico, tako. Hormoni se nabirajo, se močno, bom rekla, nabijajo dobesedno okrog lastne korenine in ker je lastna korenina kot nek mehurček, jo začnejo stiskati in ne gre. In ne more potem las, to se pravi ta želatina, ki nastaja v lastni korenini in potem postane las, ne more v dovoljšni količini nastajati tam noter, ker je omejena z prostorom. In hibiskusovi cvetovi imajo eno posebno snov, ki te hormone na lasišču razbije in potem jasno lastne korenine lahko spet normalno delajo. Tretja rastlina, torej amla, hibiskus. Tole govorimo danes, dragi gledalci in gledalke, o prezgodnem sivenju in izpadanju las. Torej 3 ključne smo rekli. Torej amla, hibiskus in? Tretja je rožmarin. Rožmarin. Že star slovenski pregovor pravi rožmarin za spomin. Rožmarin že sam po sebi deluje na naše možgane, da hitrejše delujejo. To se pravi, da se te konekcije med nevroni se v možganih boljše vzpostavljajo. Ampak rožmarin ima tudi eno zelo dobro lastnost, da pospeši mikrocirkulacijo krvi v naši koži. In zato smo tej kombinaciji dodali hidrolat rožmarina, ker vse te dobrodejne učinkovine hitro prinese do mesta, kjer jih mi potrebujemo. To se pravi do lastnih korenin. Torej, Sonja nam bo danes upala, kakšen točno pripravek si narediti, tudi tukaj ima. Sama pa lahko rečem, jaz ne uporabljam nikakršnih preparatov za lase v smislu lakov ali karkoli, In
uporabljala, prišla pa sem tudi sama do ugotovitev iz svojega raziskovanja, rožmarin in amla. Uporabljala sem tvoje amlinovo olje in pa rožmarin in evo, kar velik problem imam, ne, zaradi tega, ker imam ogromno teh mladičkov, ne, teh malih laskov, ki mi dejansko štrlijo, ne, res jih je veliko, ne, ki dejansko štrlijo in jih težko ukrotim in to so mladiči, ne? Tako. Ja, to so novi laski, ki pri uporabi tega kompleta se pojavijo novi lasje. To se pravi, lahko opazite nove lasje že po 4 tednih. To se pravi, 4-krat uporabite in novi laski so tukaj. Super. Kaj uporabimo, kaj namešamo, ker pri tebi ni nič tako tole vzemi, ampak malo se moraš potruditi. Ja, zahteva malo znanja, vsaj malo informacije. Kaj bomo skupaj namešali in kako? To se pravi, imamo drugačno količino za ženske kot za moške. Zakaj? Zato, ker ponavadi moški, ko posežejo po tem kompletu, že imajo nek problem z lasmi, so lasje že malo razredčeni. Ponavadi imajo tudi moški krajše lase kot ženske. Zato moški uporabljajo pol manjšo količino vseh sestavin kot ženske. In sicer moški uporabljajo 10 gramov amle in 10 gramov hibiskusa ter dodajo nekje 50 gramov hidrolata rožmarina. To zmešajo. Seveda je priporočljivo, da se to v posodi pusti malo odstati, tam nekje do pol urice, zaradi tega, da se vse učinkovine izločijo. In potem to nanesemo na lasišče, še enkrat poudarjam, na lasišče, ker nekateri mislijo, da se to na lasišče, po prečah. In potem se zaščiti s prozorno folijo za živila in pusti delovati 1 uro. 1 uro. Tako. Odlično. Torej, tukaj lahko vidite recepturo in poudarjamo ekološki prah hibiskusa, ekološki prah amle v razmerju 1:1 in rožmarinov hidrolat. To je torej ta mešanica, pol manj torej pri moških in torej količina večja pa pri ženskah. Zmešamo po prečkah na lasišče. Tako, na lasišče. 1 ura. Ponovi vajo čez en teden. Vsako nedeljo. Ja. Ali pa recimo vsak petek. Ja. Tukaj bi še rada poudarila, da je ravno tudi hidrolat je popolnoma ekološki, ima ekocert certifikat in je kvaliteta tudi za uživanje. To se pravi, je v tem rangu za uživanje, brez konzervansov. Ali si bomo obarvali lase s tem, kajti v prejšnji oddaji, ko si dajala navodila, kako si naravno pobarvamo lase, je bila amla in hibiskus sta bila tudi dejansko igralca v mešanicah. Ja, res je. Če se spomniva nazaj, sem omenila, da sta amla in hibiskus samo nianserja. To se pravi, amla ohladi kanino, oranžno-rdečo barvo, hibiskus jo pojača. Ampak to sta 2 rastlini, ki sami po sebi ne delujeta. To se pravi, če ni kane zraven, ne pustita barve na lase. Torej, barva las pri lasišču se ne bo spremenila? Ne, se ne bo spremenila. Odlično. V 4 tednih pa že novi laski na obzorju. Tako je. Že sama intenziteta izpadanja las se občuti že po prvem nanosu. Tukaj ni treba čakati 3, 4, 5, 6 mesecev, ampak rastline delujejo takoj. Potem pa, ja, da pa lasek, ne, da pa vidimo, da ta folikel, to se pravi lasna korenina, ki je bila že toliko energetsko oslabljena, da ni več mogla dobiti take energije, da bi ustvarila nov las. Tiste korenine potem dobijo to energijo in v 4 tednih pač imamo mi nove laske. Narava, Ja. kaj se da dejansko? Tako, narava je čudežna.
rečemo. Saj je ta beseda čudežna je že malo zlorabljena, ampak res, ko gledaš rezultate proti nekim drugim sintetičnim pripravkom. Ki so še po vrhu zelo, zelo dragi. Tako, ja. In hkrati tudi vidim, kakšne so sestavine, pa vsa ta olja in vse te zadeve. No, danes pa si prinesla tudi olja iz Tahitija, torej polinezijski otoki. Nasploh sama sem prepotovala del polinezijskih otokov in mislim, kakšne lase imajo tam ženske. In tudi moški. In tudi moški. Wow. In jasno je, da je nekaj v njihovi prehrani, da je nekaj v njihovem načinu negovanja, ki več kot deluje. In kaj nam lahko poveš o teh oljčkih, ker veliko je serumov na trgu, ki so zelo dragi in polni pravzaprav sintetike. Monoji olje je sveto olje Polinezije. Pri njih se uporablja to olje že tisočletja za zaščito las in pa tudi kože. Osnova sama je kokosovo olje. Zato je strjeno, To je zdaj strjeno in se, bom rekla, v tekočini, ko je temperatura višja od 25 stopinj Celzija. Zelo, bom rekla, bogato olje za suho lasišče, suhe lase, tudi konice, suhe. Potem pa tudi seveda kožo, univerzalno olje. Zdaj, če greva kar po vrsti, začneva z lasiščem, uporablja se za nego suhega lasišča. To se pravi takrat, kadar vas lasišče srbi in opaste še droben prhljaj, ki je podoben moki. To pomeni, da je lasišče suho in rabi dodatno maščobo. Takrat si naolimo lasišče in pa tudi lase z monoji oljem in to suhe lase, pustimo čez noč, da deluje in zjutraj umijemo. Zaupala vam bom pa še eno recepturo, ki jo boste uporabile poleti, ko greste k morju, ko si privoščite počitnice ob morju. Takrat si boste naredile eno negovalno kuro za celo leto, za svoje lase. Monoji olje ima eno tako posebno molekulo, oljno molekulo, ki s pomočjo sonca, toplote, gre v las notri. Ne samo, da ne zneguje las na ovojnici, ampak gre lahko tudi v las, v osrednji del lasu. Priporočam, da ko greste na dopust, si vzamete monoji olje s seboj in si vsak dan pred odhodom na plažo močno naoljite lase in jih pač zvijete v figo. In seveda na koncu dneva si jih umijete, če si želite, lahko si tudi to pustite še naslednji dan in samo dooljite potem. Ker s pomočjo te toplote, sončne, bo ta maščobna molekula od znotraj nahranila las. To je ena stvar. Drugič, morska sol se ne bo tako oprijela las in zaradi tega se lasje ne bodo poškodovali. Lasje se zaradi morske soli poškodujejo zaradi tega, ker je morska sol alkalna. Alkalna snov pa odpre ovojnico las, in zato pride do poškodbe lasu. Potem ga uporabljate seveda za nego kože, tudi po sončenju, ker pomirja kožo. Fantastičen je za masaže, ker sprošča mišice. Kokosovo olje iz Tahitija nima enake kakovosti kot z nekega drugega dela sveta. Zato je tudi geografsko poreklo zaščiteno od monoji olja. Te palme, ki rastejo na teh otokih, imajo korenine v te koralne grebene, ki jih je vse okrog. Če si bila tam, si videla najbolj poznan otok je Bora Bora. In na glavnem otoku Papeete imate tudi turistično pot, ki se imenuje Monoji Road. In tam si lahko ogledate vse te plantaže, kokosovih palm, plantaže
tahitijske gardenije, ki je tudi sestavni del tega olja. In vse to dejansko vpliva, da je tako dragoceno. tako. Neverjetno. Hvala Ja. lepa. Če bi si želeli pogledati, kako se boste zdaj barvali, da boste tudi, če imate že sive lase, kako jih boste zakrili, preverite minule oddaje na klepetobkavi.si, kjer pa še enkrat tale zapisana receptura, zaradi katere boste vriskali od veselja in sreče. Juhej!